Društvo Strelica že kar 7 let zapovrstjo pripelje otroke iz socialno ogroženih družin tukaj na planšarijo Dolga Njiva. Klemen Grašič je pa zaslužen za to, da vse to poteka. Ja, lep pozdrav vsem gledalkam in pa gledalcem. Seveda sem gor, bom rekel, v ta mirni kotiček pripeljemo te otroke in pokažemo, razkažemo naše Sredogorje, ki je tako lepo, sploh pa seveda to planšarijo Dolga Njiva, kjer otrokom lahko tudi pokažemo vse te domače živali, od domačih prašičev, puranov, kokoši, krav in tako naprej. Oskrbnik Matjaž pa seveda predstavi tudi svoje delo, kako zjutraj začne z delom v hlevu in pa nadaljuje do večera. Zakaj ste se pred 7 leti odločili, da naredite ta korak in da pripeljete otroke tukaj gor? Imam doma 2 majhni hčerki, 6 stari, 6 pa 9 let. In seveda sem videl, da sta bile tudi one 2 najprej na začetku prva navdušena nad hribi. Kadarkoli je šla zraven, je bilo zelo vesela. In sem rekel, zakaj ne bi šel vsem ostalim otrokom pokazal in pa jim omogočil to. In tako smo začeli. Prvo leto je bilo 20-25 otrok, potem pa ta številka rasla in danes imamo vsako leto že po 100 otrok tukaj gor na Dolgi Njivi. In kdo vse sodeluje pri tem projektu? Ja, najprej seveda moja družina, ki so vsi vpeti v sam ta dogodek, potem pa na pomoč priskočijo člani Gorske reševalne službe iz Tržiča, potem policija iz Tržiča in pa tudi Kulinica iz Ljubljane. Letos so prišli tudi iz vojske. Imamo pa tukaj seveda tudi frizerke in pa kozmetičarke, zato da potem puncam malo zrihtajo nohtke, frizure in pa seveda tudi fantom, da si naredijo kakšno tako malo bolj odštekano frizuro. No in ob dobrodošlici vedno najprej kislo mleko, ki pa verjamem, da kar nekaj otrok ga še vedno ni poizkusilo, da je to prvič. Ja, res je. Najprej seveda ta domača hrana, kislo mleko, takoj ko pridejo gor, je to zajtrk. Tudi malo zaradi energije, zato ker grejo potem naprej še na zgornjo Dolgo Njivo in pa do meje med Slovenijo in Avstrijo. In skušamo jim prikazati to domačo hrano, ta domač okus in upam, da bomo čim več otrok navadili na to pristno planšarsko jed kislo mleko. No in zanimivo je tudi to, da so tukaj živali. Ja, seveda, absolutno. So zelo navdušeni, ker jih imamo dejansko tukaj na planšariji mini živalski vrt. In so vsi seveda navdušeni, skačejo okrog živali. Tukaj tudi vidijo, da ima krava prave barve na sebi in pa ne tiste znamenite vijolične. No in sam zaključek pa potem ob ribniku spodaj v dolini. Da, v Jelendolu tam naredimo zaključek, tam tudi vsi otroci dobijo darilne vrečke, v katerih, bom rekel, se najde marsikaj od kozmetike, knjig, zvezkov, šolskih potrebščin, prehrane in tako naprej. Seveda letos jim bomo dali še sladoled, da se bojo še za zaključek malo posladkali, ogledali ribnik in pa gojenje po strvi ter zaključili tako lep dan. Torej boste nadaljevali še v bodoče naslednje leta z istim projektom? Ja, seveda, v tej vrsti bi se zahvalil vsem sponzorjem, pokroviteljem, ki pomagajo pri tem dogodku, tako finančno kot materialno. In samo z njihovo pomočjo bomo lahko to delali še naprej. Živjo, povej, od kje si ti? Jaz sem iz ročevnice 29 pri Tržiču. Torej planšarijo Dolga Njiva poznaš? Ja, tale let sem drugič na Dolgi Njivi. In s kom se najpogosteje odpraviš na Dolgo Njivo? To grem sam z Klemenom, kakor ga organizira. Zelo je zabaven. Kaj te najbolj navdušuje tukaj? Kaj si najbolj zapomniš, ko prideš? Da sem v naravi, da nisem doma sam pred igrcem, pa da spoznam prijatelje. Kaj ti je najbolj všeč tukaj gor? So to gore, je to družba, so to živali? Prijatelji. Ja, pač tudi gore so mi ful všeč. Pa vsa ta narava. Si prvič tukaj gor? Ne.
Odkje pa si? Olšivek, iz Olšivka. Sicer hodiš tudi takole v hribe. Ja, Kako si danes prišla peš? ja. Peš sem prišla. Koliko časa? 1 urica, nekaj tacga. Povej, Sara, kako se ti počutiš na konju? Dober občutek. Praviš pa, da imaš konje doma, ne? Imam pa 4 črne pa enega belega konja. Kakšni so to konji? A so pridni? Ja, en je lipencanc, 2. Jaz sem tudi imela konja, pa mi je umrl. In mimo je bilo pa laki. Si imela ti tudi konja, pa praviš, da je umrl, pa si bila žalostna. Star je bil 120, po konjsko. Jaz bil že kdaj na konju, a si prvič? Sem bil že. Kakšen je pa občutek? Dober? Bi ga rad jahal dalj časa? Ja. Kam pa bi se upal peljati s konjem, oziroma bi ga jahal? A ti všeč tale lipicanc? Ja, je. Vi ste skrbnik tukaj na planšariji Dolga Niva. Koliko let že? Na Dolg Niv smo 14 let že, 14. sezono. Vse skupaj rečemo, kar smo pa prej pasali na Pungrad, pa letna šija, pa že 20. sezona v hribah. Torej ste bili hribov že nekako navajeni in potem odločitev, da pridete tukaj sem. Mogoče sem si želel biti pastir že, ko sem bil star, kar se spomnim. Hotel sem biti kmet, pa pastir, ne, tako da mi je to pol nekako kratalo, no zdaj pa že 20. sezona, pa si ne predstavljam, da ne bi šel konec maja v planino, no, res ne. In planšarija Dolga Niva je dokaj poznana, na kateri se ustavljajo različne skupine, med drugim predvsem pa planinci in pohodniki, ki se napotijo v bližnje hribe. Ja, večina je dnevnih planincev, rečemo, ki hodijo klele naokoli na tele naše vrhove. Najvišji vrh v Košuti, na Košutnikov Turn, Tolsta Košuta. Kakšni pa pridejo, rečemo, samo od parkirišča do Koče, se pravi, tam so majhni otroci, pa kakšni mogoče starejši, ali pa grejo gor do Zgornje Dolge Nive. Tako da je za vsakega nekaj, no, je orang pohod, orang tura ali pa malo treninga, razgibavanja. So obiskovalci tudi tujci? Z leta v let več tujcev, rečemo, pa tudi z leta v let več nacij, no, rečemo, bili smo na začetku mogoče Avstrijci, pa kakšni Čehi z Ruzaki, zdaj se je to vse spremenilo, rečemo, se pravim, se je tudi naredilo že, da je bilo en dnev, rečemo, klele 7 različnih državljanov sveta, ne Evrope, no, tako da zmeraj več je tega, pa prav je tako, rečemo, da spoznajo, rečemo, tole našo Košuto, ki je res lepa, pa tiska enkrat pride na Košuto, pride nazaj. Že dolga leta se srečujeva tukaj na Dolgi Nivi, ker tudi vi sodelujete pri tem projektu otrok. Lahko rečem, da sodelujemo že od vsega začetka. Tokrat je to 7. srečanje in smo prav na nek način tudi počaščeni, da nam športno društvo Strelica zaupa. In tokrat smo, tako kot je tudi že običajno, gostujemo z otroci iz nekdanje velike občine Kranj. Z nami so tudi prijatelji iz občine Šenčur, Društvo prijateljev mladine Šenčur, ki je samostojno, vendar pri tem projektu sodelujemo pa na ta način, da nam otroke predlaga Center za socialno delo in to so otroci iz šibkih socialnih družin in jim ta pohod in izlet na Dolgo Nivo pod Košuto pravzaprav veliko pomeni, ne. In gre tudi za prijetno in koristno preživetje res lepega dne, če štejemo današnji dan v naravi. In koliko otrok je tukaj tokrat iz Kranja? Iz Kranja je tokrat 34 otrok.
Tu so prišteti seveda tudi otroci iz občine Šenčur, ki jih je 11. Skratka, skupaj smo se zbrali in skupaj seveda tudi izvedemo potem to akcijo oziroma te aktivnosti predvsem v pripravi na ta izlet. Otroci radi pridejo tukaj gor, ko jim poveste, da bodo pač en dan preživeli nekje drugje med temi gorami. Jaz moram reči, da je interes precejšen, da pa mogoče malo zaškriple kdaj pri oni, ki so že v 8. ali 9. razredu, ki so bili mogoče že dvakrat ali pa prvič, pa nekaj je tudi. Vendar izhodišče največ otrok prihaja iz konca prve, druge triade osnovne šole. In kaj je pravzaprav osrednji namen samega izleta na planšarijo Dolga Njiva teh otrok? Osrednji namen je spoznavanje življenja na planšariji, ki si ga otroci v nižini Gorenjske ali v mestih zelo težko predstavljajo, spoznavanje z živalmi, ki so na planšariji, potem zanimivo srečanje tudi s planšarskimi jedmi, kot je mazovek in pa doma na planšariji pečen kruh. Skratka, in med drugim seveda grejo v hribe. Grejo po lepoto teh karavanških predelov in obenem seveda gre tudi za preživetje, prijetno preživetje lepega dne. In nenazadnje, glejte, gospod Grašič je peljal kar veliko skupino, mislim, da nekaj čez 40 ali celo 50 otrok gor skoraj na 2000 metrov. In so se imeli, in vem, da se bodo imeli tudi do konca tega bivanja na Dolgi Njivi prijetno in koristno. Kaj si boš pa ti najbolj zapomnil tokrat na planšariji Dolga Njiva? Ja, to dobro doživetje, pa naravo, pa svež zrak je. Kolikokrat si bil pa že ti tukaj? Danes sem 4. Kaj pa planšarska hrana, kislo mleko, žganci? Ja, to meni zelo dobro, imamo doma kmetijo in sem navajen to jesti. Potem uživaš tukaj s prijatelji? Ja, tudi se manj tukaj pa. Dobro je. Kaj ti je najbolj všeč? Ko so tako svež zrak je, pa veliko živali je. Pa tudi ta gujsenca, na kateri si zdaj? Ja, je to dobra. Kaj pa konja si že jahal? Jaz Si? Ja. Kakšen je bil pa občutek? Čuden. A prvič? Ne, drugič. Bi ga še? Ne. Kako pa se ti danes počutiš tukaj gor? Dobro, Kolikokrat si bil že tukaj? 4-krat. In od kje prihajaš? Iz Olševka. To pa ni tako daleč. S kom ponavadi prideš, če prideš? Z bratom pa sestro. Si dobil kakšne nove prijatelje? Ja, Kaj pa kakšno poslikava obraza te zanima? ja, tudi kar. Tako, no. Si boš spremenil obraz tokrat? Ne. Vi ste letos ponovno popeljali otroke tam, ker je nekoč tekla meja. So uživali? Enkratno. Prvič je bilo lepo vreme, drugič so se sprostili in moram reči, gor na vrhu, ker je meja, pa je, bi rekel, žica. Ne taka bodeča, kot jo mi zdaj postavljamo proti Hrvaški, ampak čist navadna in to je zaradi govedi, da niso uhajale v Avstrijo. Sicer je pa meja odprta. In čudovit razgled na vse strani, kam se lahko vidi. Tokrat je tak čudovit dan. Ja, res enkratno je od Krvavca do Kočne, Grintovcev, Skute, Planjave, Ojstrice, končno do Pece. Pogled, ki ga zlepa ne doživiš. Samo tukaj gor se to lahko vidi. In koliko časa ste hodili s temi otroki? No, hodili smo takole 50 minut, potem smo bili gor še 10 minut za fotografiranje. Malo sem jim jaz tudi razložil, čeprav težko razumejo, kakšno stanje je bilo klele pred 60-70 leti, ampak v glavnem so pa uživali in to mislim, da je ta pravo. No,
Nekaj je takih, ki večkrat pridejo tukaj gor, nekaj pa gotovo tudi takih, ki so prvič občudovali te lepote. Ja, seveda, nekateri so bili že večkrat, ampak tisti, ki so bili v prvo, sprašujejo marsikaj in jaz jim z veseljem obrazložim in jim polepšam dan. Prav gotovo ste tokrat že 7. tukaj z otroci. Ja, tako je. No, jaz pravzaprav imam samo to nalogo, da upravljam prevoze in pa ta pohod iz planšarije na vrh do te naše meje, na Malo Košuto. Hvala in čestitke vsej vaši družini. Hvala lepa, predvsem pa jaz sem vesel, da direktor tega pohoda, magister Klemen Grašič, opravlja pravilno vlogo. Mi smo bolj pomočniki in bomo še dolga leta, če bo zdravje dopuščalo, pomagali pri tej dobrodelni akciji.